Pozdravljena, hvala lepa za ta prisrčen festival. Tukaj smo z direktorico Špas teatra, napovedujete novosti, napovedujete tudi neke nove predstave, renovirane predstave. Želimo si vsi nekega dobrega odziva publike. Kaj pričakujete? Kako se počutite? Kaj imate kaj pripravljeno? Kot prvo po 14 mesecih, ko smo bili zaprti, smo presrečni, da lahko spet delamo. Presrečni smo zato, da bomo zopet slišali v dvoranah ali na zunanjih prizoriščih odziv publike. Smeh, zadovoljstvo, ploskanje, to je vse, kar te v bistvu res zelo napolni z neko energijo. V Špas poletju smo pa zelo na kratko, da povem, pripravili 17 lokacij, več kot 800 dogodkov, na katerih bo sodelovalo več kot 40 ustvarjalcev. In vse bo pod milim nebom, ali so to zdaj gradovi, čarobni parki, jezera, morja. V glavnem, zelo sem se potrudila, da sem izbrala res čudovite lokacije, v kateri bodo ljudje še dodatno uživali in dodatno nekako občutili ta comeback vsega lepega. Kje lahko obiskovalci najdejo informacije o lokacijah, o predstavah, kje bo to na voljo? V bistvu je predvsem čist preveč informacij, da bi jih lahko kakorkoli drugače zapisali kot samo na www.spasteater.com. Tam je na voljo vse, tako kot sem rekla, toliko različnih lokacij, toliko različnih terminov, toliko različnih naslovov predstav, da enostavno si bo vsak sigurno nekaj svojega našel. Pozdravljen, Ranko. Kako gre, tvoja predstava? Katero predstavo si imel v Špasu oziroma imaš? Ja, jaz sem imel premiero 2019 septembra, to se res sliši kot 2 leti nazaj, ampak jaz sem občutek, da je bila 3 mesece nazaj zaradi te korone. Tako da sem dober štartov naredil 115 ponuditev, no pa se je pa začela to korona festival, tako da smo morali nehati. In jaz sem občutek, da sploh nisem šele dobro začel, čeprav sem jih naredil že 120, tako da se veselim, da smo zdaj končno štartali in me zanima, kako bo šlo naprej. No. Boš nadaljeval s predstavo, ime? Ja, definitivno nadaljujem. Nekaj imam občutek, da ogromno ljudi še ni videli, tako da... Kako je predstava? Naslov predstave je Kriza srednjih let. Kriza srednjih let. Ja, to je nekako nadaljevanje Moške copate. Moško copato sem imel in zdaj je nadaljevanje je Kriza srednjih let in zdaj me zabavajo, da sem Too Fast and Too Furious, pa Rocky, Rambo, da bom imel ful trilih enih nadaljevanj, tako da verjetno bom imel, trojka se že pripravlja. Torej si že v Krizi srednjih let? Ko sem prišel v krizo že 3 leta nazaj, imam tak občutek. Borka, po dolgem času, končno spet en event, kjer smo se gledališki ustvarjalci družili, kjer je bilo zabavno. Kako je bilo danes tebi tukaj? Fenomenalno. Jaz sem srečna, da sem obdana s tako krasnimi ustvarjalci. Vesela sem, da smo spet vsi tukaj, da se dela, da se kreativno ustvarja. Mislim, da je Špas teater pripravil res krasen dogodek, tako da tamle me čaka perfektna rižota, kako me čakam, da jo poje. Super. Danes sta bila vidva tukaj z Jašo, v bistvu, Jaša lahko pride zraven. Ja, lahko. Ja. Danes sta bila tukaj... Ne bom te, tokrat te ne bom. Danes sta bila tukaj v bistvu kot nova predstava Špas teatra, ki nastaja, to je Mala terasa. Kaj lahko poveste že o njej? Da bo odlična. Gre za en mal drugačen format zabave, no? Večerne ob kozarčku. Gre za en tak fajn preplet gledaliških prizorov, skečov, pa glasbe, pesmi Eve Boto z bendom Tomija Puriča, pa tudi glasbe oziroma glasbeni intervenci v skečih. Tako se mi zdi, da je nov, nenavaden format. Ne? Bi ti še kaj dodala? Mislim, da je kolega Jaša Jamnik vse povedal, tako da jaz se bom samo smehljala zraven. Super. In to zna dobro. Pa mi pa povejte še, delovno poletje bo vsekakor. Ja. Letos morja verjetno ne bo toliko veliko, ampak vse splača za predstavo. More bo sigurno vsaj 4-krat igramo proti Rožu. Ne, hec. Ja, mislim, če se bova napredko dobro imela, ki se imava zdaj, ne bo zelo hudo obolel, mislim, da, ne? Pa bazen sva si umislila. Ja. Tak en mali bazen, da bo vsaj malo noter čufutala v časa do časa, če bo prevroče. Ampak čez mehen v krogu, primer 35 metrov, pa ga nosva sabo. Ja. Jaz nesem bazen, ona nese vodo. Kdaj ste začeli z vašo predstavo in kako je bilo takrat? Zdaj, veš, po tej koroni sem jaz te datume tako zamešal, zdaj ne vem, je bilo to 1 leto pa pol nazaj, oktobra vem, da je bila nekaj premiera, pol pa vmes že to minil, tako da sem že celo malo pozabil. Ja, ampak mi je všeč, ko prideš na vajo, jaz se moram že vse spomniti. Se pravi, oder zdaj
prihajaš nazaj na odre. Ja, tudi na odre. Zdaj bomo malo kaj izvadili. Danes nismo smeli vsega pokazati, ker moraš priti pogledati. No, zdaj za gledališče izgleda, da se že kar odpira, kaj pa za glasbo? Kako je pa tam? Tam je pa malo težje najbrž, ne? Ne, je tudi nekaj datumov že lepo napovedanih, rezerviranih, ni pa tako, kot bi mogli biti. No. Smo se hecali s kolegom, da grejo pa v Švico, ker tam imajo dovoljen do 10.000 ljudi. Sej na vaš koncert sigurno pride 10.000 ljudi. Kje vas pa lahko vidimo? Za ene dva vem, nekje smo v juliju Postojna, nekje Ribanca. Se bi povedal, pa ne vem. Včasih moram tudi jaz pogledati na našo spletno stran ali pa na Facebook se.